Avtomoto Zveza Slovenije skupaj s partnerji predstavlja letošnji AMZS izbor najboljšega mladega voznika oziroma voznice v Sloveniji. Glavni namen izbora je mlade spodbuditi, da v vožnji avtomobila razmišljajo, da se zavedajo pasti vožnje in da se znajo izogniti nevarnostim. Iščemo pogumnega, dinamičnega mladega voznika, ki ima glavo na pravem mestu. Mladi, najboljši voznik Slovenije je lahko fant, seveda je pa lahko tudi punca. Predvsem pozivam vse punce letos, da dokažejo, da je stereotip o moških, ki so boljši, laž. Dajmo mladim priložnost, da dokažejo, da niso slabi vozniki, da so morda celo boljši od tistih, ki vozimo že kar nekaj let. Da ne smemo stigmatizirati zato, ker imajo samo nekaj let vozniški izpit za vozniško dovoljenje. Pridite pogumno, dokažite, da poznate zadeve, da ste varni, da ste pripravljeni na udeležbo projekta, da ste tudi pripravljeni biti vzor vsem vašim vrstnikom in tudi starejšim ljudem. Naslov najboljši mladi voznik ali voznica Slovenije je že sam po sebi dosežek, ki si zasluži spoštovanje in občudovanje. Zmagovalec pa bo tudi bogato nagrajen za svoj prispevek k varnejši mobilnosti naših cest. Leto dni bo namreč lahko užival za volanom tehnološko naprednega, varnega in vozniško dinamičnega avtomobila Forda Fieste z bogatim paketom opreme Titanium. Atraktivna Fiesta v mladostni modri barvi je na cesti zelo prepoznavna ter opremljena številnimi asistenčnimi tehnologijami, ki povečajo varnost. Izrednega pomena je, da kot Ford sodelujemo v projektih, kjer omogočamo bodočim uporabnikom stik z vso to tehnologijo. Sodobna Fiesta ima tako naprimer 15 asistenčnih sistemov. Menim že iz lastnih izkušenj, da obstajajo asistenčni sistemi, ki za pravilno uporabo bistveno zmanjšajo verjetnost nesreč. Mi ocenjujemo tudi glede na preteklo leto, da je projekt zelo dober. Mladim voznikom bi predvsem svetoval, naj ne precenijo svoje sposobnosti. Naj bodo samokritični in naj upoštevajo prometne predpise. To se mi zdi ključno. Zato so mladi ključni ambasador. To meni za svoje vrstnike in tudi za starejše. Da da vedeti, kako se na cesti obnaša, da znajo spustiti tudi katerega iz neprednostne ceste, da znajo pomagati na cesti. Se mi zdi, da to je ključno in čez to se odraža prometna kontrola in seveda kasneje tudi spoštovanje prometnih pravil. Voznikom seveda svetujem, najprej ne prehitevajo življenja in naj bodo vozniki zavedno. To pomeni, da naj nabirajo izkušnje, naj se zavedajo, da pravila so postavljena z nekim namenom, da po drugi strani pravila sama po sebi ne varujejo našega zdravja in življenja, vendar nam samo povejo pravilo igre. Ključe Fieste dobi najboljša oziroma najboljši. Dokažite, da si zaslužite laskavi naslov, da vozite z glavo.